Tretja kitica. Drugi od treh duhov. Ko se je Stispuh sredi prečudno vztrajnega smrčanja prebudil in sedel na posteli, da bi zbral misli, mu ni bilo treba šele pripovedovati, da bo ura vsak čas spet udarila eno. Čutil je, da so ga ob natanko pravem času vrnili v zavest nalašč zato, da se bo lahko dobil z drugim slom, poslanim na posredovanje Jakoba Laporja. Ko pa je ugotovil, da ga začenja neprijetno zebsti, ker se sprašuje, katero od zavez bo neki ogrnil novi duh, jih je sam vse svojeročno odstrl in spet legel, pri tem pa ostro prežal na vse strani postelje. Želel je namreč pozdraviti duha tisti trenutek, ko se bo pokazal, ker ni maral, da bi ga presenetil in ga napravil živčnega. Gospodje kosmate vesti, ki se bahajo, da so za malo južino kos temu in onemu v življenju in ponavadi zmeraj vedo, koliko je ura, razodevajo široko območje svojih zmožnosti za pustolovščine in pripominjajo, da so podkovani vsem od cifre moža do umora. Med tema skrajnima nasprotjema je prav gotovo zadosti prostora in tudi temu primerna procesija stvari. Čeprav o Stispuhu ne tvegam kaj tako predrznega, si vendar ne morem kaj, da vas ne bi povabil. Verjemite mi, da je bil pripravljen na kar precej široko pahljačo vseh mogočih čudnih prikazni in da ob nobeni od dojenčka do nosoroga ne bi prav posebej ostrmel. In ker je bil tako pripravljen skoraj na vse, niti malo ni bil pripravljen na nič. Ko je torej ura udarila eno in ni bilo od nikoder nobene prikazni, ga je pograbil silovit drget. Minilo je 5 minut, 10 minut, četrt ure, pa nič. Ves ta čas je ležal na posteli v živem jedru in središču snopa rdeče svetlobe, ki se je ulila nanj, ko je ura naznanila čas in je bila sicer samo svetloba, vendar je bila bolj vznemirljiva kakor ducat duhov, ker ni mogel odkriti, kaj neki pomeni ali v kakšen namen gori. Nekajkrat se je celo ustrašil, da se je mogoče v trenutku spremenil v zanimiv primer spontanega samoužiga brez tolažbe, da mu je to znano. Nazadnje pa je pomislil, ampak na to misel bi vi ali jaz prišla najprej, saj človek, ki ni v škripcih, natanko ve, kaj bi storil na njegovem mestu in bi nedvomno tako tudi storil. Nazadnje, pravim, mu je prišlo na misel, da sta vir in skrivnost pošastne svetlobe mogoče v sosednjem prostoru, ker se mu je zazdelo, ko jo je najprej raziskoval, da sveti od tiste strani. Ker ga je ta misel do kraja obsedla, je potihem vstal in v copatah oddrsal proti vratom. Ko je položil roko na kljuko, ga je čuden glas poklical po imenu in mu rekel, naj vstopi. Ubogal ga je. Bila je njegova soba. O tem ni moglo biti dvoma. In vendar je bila presenetljivo spremenjena. Po stenah in stropu je bilo razobešenega toliko živega zelenja, da je bilo kakor v gosti hosti in od vseh strani so sijale svetlo bleščeče jagode. Od narezljanih listov božjega drevca, omele in bršljana se je odbijala svetloba, kakor da je po sobi raztresenih polno ogledalc, po dimniku pa je buhteč rjovel tako mogočen plamen, kakršnega ta kaminska okamnina v Stispuhovem in Laporjevem času ali v toliko in toliko zimah sploh ni poznala. Na tleh so bili skupoma v obliki nekakšnega prestola naloženi purani, gosi, divjačina, perutnina, hladetina, veliki bohi mesa, odojki, dolgi venci klobas, mesne paštete, rozinovi kipniki, sočki ostrig, pečen kostan, rdečelična jabolka, sočne pomaranče, sladke hruške, velikanske 3 kraljevske potice in skodele vrelega punča, da je bilo v sobi zakajeno zaradi okusne sopare.
Na tem prestolu je sproščeno zleknjen sedel dobrodušen velikan, da ga je bilo veselje pogledati. V rokah je držal prižgano plamenico, po obliki precej podobno rogu obilja, in jo vzdigoval tako visoko, da je njena svetloba obsijala s tispuha, ko je pokukal skozi vrata v sobo. Naprej, je zaklical duh. Vstopi in se pobliže seznani z menoj. Stispuh je boječe vstopil in povesil glavo pred duhom. To ni bil več nekdanji, kot pes renčeči Stispuh. In čeprav je bil vedrih in prijaznih oči, se vendar ne bi bil rad srečal z njimi. Jaz sem duh sedanjega božiča, je rekel duh. Poglej me. Stispuh ga je spoštljivo pogledal. Duh je imel na sebi preprosto temnozeleno haljo in plašč obrobljen z belim krznom. Oblačilo mu je tako ohlapno viselo na postavi, da je imel mogočne prsi gole, kakor da jim je podčas, da bi bile kako umetno zavarovane ali prikrite. Tudi noge, ki jih je bilo videti pod širnimi gubami oblačila, so bile bose. Na glavi pa ni imel nobenih drugih pokrival, le venec iz božjega drevca, tu pa tam posejan s sijočimi ledenimi svečami. Temnorjave skodrane lase je imel dolge in odkrite. Odkrite, kakor vedri obraz, sijoče oči, sproščeno dlan, radostni glas, neprisiljeno vedenje in žideno voljo. Čez pas je imel privezano starinsko nožnico, vendar v njej ni bilo meča, starodavni tok pa je že hudo razjedla rja. Do zdaj še nisi videl nikogar meni podobnega, je zaklical duh. Še nikoli, je potrdil Stispuh. Nisi še nikoli hodil z mlajšimi člani moje družine? Pri tem mislim na mlajše brate, rojene v zadnjih letih, ker sem tako zelo mlad, je nadaljeval duh. Ne bi rekel, je dejal Stispuh. Rekel bi, da ne. Imaš veliko bratov, duh? Nad 18, je rekel duh. Za kakšno strahotno družino je treba skrbeti, je zamomljal Stispuh. Duh sedanjega božiča je ostal. Duh, je ponižno rekel Stispuh, odpelji me, kamor hočeš. Snoči sem bil že nasilno odveden in sem zvedel marsikaj, kar zdaj deluje. Če me lahko tudi ti česa naučiš, naj se še nocoj okoristim s tem. Dotakni se moje halje. Stispuh je storil, kakor mu je bilo rečeno, in se je čvrsto oklenil.